Spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v naši družbi. Čas je za oddajo Župan za vas. Tokrat smo se odpravili v občino Cankova, kjer nas gosti tukajšnji župan gospod Danilo Kacjan. Gospod župan, lepo pozdravljeni in hvala za vaš sprejem. Hvala tudi za vaše povabilo in jaz upam, da bomo danes rekli kaj lepega. Gospod župan, za vami je skoraj da že pol leta vašega županovanja, vašega dela. Kako bi lahko ocenili ta čas? Ta čas lahko ocenim, kot bom rekel, sam sebe težko ocenjevati. Jaz prepuščam to predvsem drugim. Vem, da ljudje zdaj mislijo, da bomo čez noč naredili vse. Jaz bom rekel, da delamo po koraku. Poskušamo dejansko uresničevati tisto, kar sem jaz tudi v moji predvolilni kampanji povedal, ker nisem nič kaj obljubljal. Sem pa trdno prepričan, če bomo nadaljevali v teh smernicah, kot smo si jih začrtali, ne glede na to, da situacija ni najbolj rožnata v okviru občine, sem prepričan, da čez 4 leta bo vrtec stal novi, katerega sem tudi povedal, da vodovod, da ne bi preveč ponavljal v Gerlincih, ker je že preveč krat povedala beseda, pa dejansko so porabili preveč besed, pa premalo dejanj. In da tudi v Kraščih, v jezeru, tam je rak rana. Tudi zdaj se nam pojavlja še zadeva v zvezi z odpadnimi gumami v Skakovcih in je tudi precej pereča tema v celotni Sloveniji. Imamo še pa ne nazadnje tudi zelo zanimivo in perečo zadevo v Korovcih za tisto čudežno mineralno vodo, terme. In jaz pričakujem, da bomo na konci čez 4 leta bodo občanke in občani občine Cankova in tudi širše lahko dali svoje mnenje in stališče in bodo ocenili, ali smo bili vredni njihovega zaupanja ali ne. Občina Cankova pa je za boljšo oceno in tudi za lažje delo v prihodnje naročila revizijo poslovanja v preteklih letih, predvsem pa s poudarkom na poslovanju v letu 2018. Takole bom rekel, občinski svet je tudi zadevo potrdil. Revizijo nismo naredili zaradi nekih raziskovanj ali bilo čega, ampak da dejansko vemo, na čem smo. Iz revizijskega poročila jaz vidim predvsem to, da je občina Cankova na dan 31.12.2018 zelo zadolžena. Imamo cirka 1.150.000 evrov obveznosti, tako iz kreditov 470.000 ostalo neporavnane finančne obveznosti. In glede na proračun, ki je v bistvu občine Cankova realno tam nekje 1.900.000, je to zaskrbljujoča številka in temu primerno. S tem bomo morali tudi delati, kaj imamo, tako da ljudje je zelo fajn, da so s tem seznanjeni in še bomo jih mogli bolj seznaniti. Meni bi bilo čisto enostavno kot novo izvoljeno županu, da še bolj zadolžimo, ampak v nobenem primeru ne bom. Porabili bomo pač toliko sredstev, koliko bomo jih imeli in delali bomo tudi tiste projekte, ki bomo jih lahko izvajali. Ko ste nastopili funkcijo župana, pa je sledilo kar nekaj sprememb in novosti. Med drugim je občina Cankova po večletnem premoru dobila tudi direktorja občinske uprave in to je sedaj mesto, ki ga je zasedla dolgoletna sodelavka občinske uprave. Jaz bom rekel, jaz delam profesionalno, nisem pa profesionalno zaposlen in dejansko že tudi sama zakonodaja o lokalni samoupravi narekuje, da mora biti direktor občinske uprave. Tako da mislim, da je direktor občinske uprave tista oseba, ki mora biti najbolj odgovorna. Direktor občinske uprave z vsemi zaposlenimi mora biti servis vsem občankam in občanom. Jaz kot župan sem pa tisti, ki v bistvu moramo omogočati normalne pogoje dela, normalne stvari pri zagotavljanju nekih zadev. In dostikrat je prepričanje ljudi, da župan nekaj daje. Župan sam ne daje ničesar. Župan niti ne glasuje o proračunu. Župan samo sodeluje pri pripravi proračuna. O proračunu glasujejo svetnice in svetniki in zato sem jaz imel javni razpis, kjer smo imeli kar 8 prijavljenih kandidatov. Po trdnem premisleku sem si pač odločil za sodelavko Stanko Ljulek, ki je 20 let tu upravljala neko delo, mislim, da mora vedeti. Je pa res, da edino, kar je dobro po tej zakonodaji, da ta položaj ni zabetoniran. Kolikor bomo ugotovili, da pač ne izpolnjuje pričakovanih rezultatov, nenazadnje ona tudi to dobro ve, da bomo jo tudi lahko menjali. Že na januarski seji pa ste sprejeli tudi nov pravilnik, po katerem ste znižali tako županu plačo, tudi sejnine in pa tudi nagrade vaškim predsednikom. In sprejetje tega novega pravilnika ima za posledico predvsem prihranke v proračunu občine Cankova. Ja, kot sem že v uvodu tudi povedal, da mi lahko trošimo toliko, koliko imamo. Glede na to, da jaz nisem profesionalno zaposlen, je strošek bistveno manjši za mene
in temu primerno ne sme tudi moralno nekje pravico in dolžnost, da smo šli od vseh občinskih svetov navzdol do odborov, ker se bojim, da še bomo to težko zagotavljali. Jaz nočem biti všečen župan, da bom zdaj obljubljal tisto, kar ni realno, ampak jaz hočem pač dejansko, da v okviru možnosti, ki pač so, jaz se ne mislim dobenemu skrivati. Jaz ne mislim, da je dobenemu lažne obljube, tako da smo že, bom rekel, v teh 5 mesecih, kaj sem pač tudi delam, naredili kar nekaj stvari, ampak v tem trenutku še ne vidijo. Ne. Ljudje pričakujejo čez noč čudeže se čez noč delati ne da. Ne. Tako da začeli smo korak po korakom, tako se že sama omenila, za novorojenčke smo sprejeli pravilnik. Mi smo že kljub temu še kar nekaj stvari, tudi na zadnji seji zdaj občinskega sveta, ne, smo sprejeli 2 zelo pomembna odloka. Ne nazadnje, mi moramo vedeti kot občina, kot taka, mi svojih lastnih virov, da bi lahko šli v neke velike projekte, nimamo. Mi moramo iskati neke partnere, mi moramo iskati neke ljudi, s katerimi bomo lahko skupaj, in zato smo tudi sprejeli zdaj odlok o kurjavi na biomaso za ogrevanje v Cankovi. Mi imamo 17 let staro napravo in če ta zadeva pade v vodo, je šit. In v bistvu tudi v ta koncesija, kot je, ne, jaz sem prepričan, da ljudje, če bi dobili koncesijo, smo si mi marsikaj naredili, oni lahko se tudi prijavijo na evropska sredstva. Tudi odlok o kanalizaciji, tudi v tem primeru bomo imeli velike težave in samo z nekimi zadevami. Mi se ne smemo bati ljudi, ki hočejo nekaj narediti. Ne. Moja vizija je javno-zasebno partnerstvo na vseh področjih. Ne. Zakaj javno-zasebno partnerstvo? Ker jaz sem prepričan, da vsak partner, ki bi nekaj vložil, ne bi vložil zaradi tega, ker ima Cankovo tako rad, ampak tudi hoče, da ta sistem deluje. Ne. In je bistveno manj težav pri zagotavljanju sredstev, tudi ne nazadnje pri vzdrževanju in pri samem postopku vseh izvedbe, vseh teh inštitucij, ki pač to delajo. Nekoliko ste na začetku že omenjali proračun, pa vseeno, če pogledamo, kako je letošnji proračun sploh naravnan in kaj si lahko v okviru tega sploh tudi občino privošči. Proračun, bom rekel takole, jaz pričakujem, da je realno nastavljen. Sicer so odhodki planirani za 100 000 več kot prihodki, to se pravi, občina ima planiranih odhodkov za 1 950 000, prihodkov pa za slabi 1 860 000. To razliko, bom rekel, sem prepričan, da lahko nekje nadomestimo, ker smo kar ogromno ljudem poslali tudi nekaj opomine in pozive zaradi neizpolnjevanja obveznosti v zvezi s preklopom na vodo, na kanalizacijo, tudi neplačevanja grobov. In je to realna številka in vendar se pa moramo zavedati, da pri tej številki 1 950 000, ki bomo načrtovanega proračuna za leto 2019, ne smemo pozabiti, ne, da imamo 470 000 neporavnanih finančnih obveznosti in da moramo predvsem to zadevo najprej sanirati. So pa tudi tekoči, neobhodni stroški vsaki mesec, katerih ne moremo biti in bomo morali biti res racionalni, predvsem šparavni na vseh področjih in jaz pričakujem, da bodo ljudje to razumeli. Mi smo kljub temu pristopili, že sedaj, kot sem že povedal, tudi za vodovod v Gerlincih 2020 bi se naj zadeva delala. Vsi občani, ki so pač tudi v tisti trasi, so že dali nekje soglasje in mislim, da ta projekt moramo nadgraditi. Tudi pristopili smo že aktivno k izdelave projektov idejnih za vrtec, ker bomo ga morali narediti. Tako da jaz mislim, da bomo morali res šparati. Morali pa bomo pač spremljati vse razpise, bilo katerega, od najmanjšega do največjega. Sami se bomo težko prijavili. Lahko pa samo s partnerstvom v sodelovanju nekih drugih občin in če dobimo malo po malo, dobro pravijo, zrno na zrno pogača, dinar na dinar palača. Vse skozi pa tudi poudarjate, da bi kot župan radi ponovno dali veljavo tudi vaškim skupnostim, ki so v vaši občini. Definitivno, mi imamo 8 vaških skupnosti, ne, in vsi morajo biti enakopravni. Fajn je, da so ljudje tudi seznanjeni z tem, kaj lahko, pa kaj ne. Jaz sem bil zelo vesel, da so bili zbori občanov zelo dobro obiskani in da so se neke smernice naredili, nekaj stvari smo že naredili. Ne. In sem prepričan, da tudi takrat, ko so neke stališča in programe si naredili, da v 4 letih, kljub temu, da situacija ni najbolj rožna, da se bo dalo izvesti. Zato pa je pomembno, ker ne nazadnje, mi ne smemo delati razlik med vsemi. Niso zdaj to Polovci krivi, če imajo malo število prebivalcev, ne. Oni so glih tak, ne. In pač bom rekel takole, da ti ljudje morajo biti realni
in v bistvu, koliko bomo imeli denarja, tudi sem jaz jasno in glasno povedal, občina dobi vsako leto po 23 členov o lokalni samoupravi financiranje. Nekje mi imamo v tem trenutku 64 000 evrov za neke projekte in sem povedal, da vsako leto bomo dali po 2 vasi, ampak bodo morali biti izdelani projekti, vendar je pa moram pri tem poudariti, da je to denar, ki ga ne moramo uporabiti za bilo kaj, ne. Ampak so to samo zaključene celote, tako da sem že naše svetnike in svetnice vse opozoril na občinskem svetu, da že danes razmišljajo, kaj bomo delali čez leto dni v Gerlinci pa v Kraščih, kaj v Domajincih in Topolovcih. V letošnjem letu v bistvu bomo pač ta sredstva, vi vidite, občinsko stavbo še danes nimamo dokončano, s prednje strani nimamo niti jaz kot župan sem odgovoren tudi, če se kjer bo kaj zgodi. Tako da, skratka, čaka nas kup dela. Sem pa prepričan, da kjer je želja, kjer je volja in kjer je tudi neki razum, se da nekaj doseči. No, ena od novosti, ki pa je sledila kmalu po nastopu vaše funkcije, pa je bila tudi sprememba višine nagrade oziroma pomoči za novorojence v občini. No, jaz bom takole rekel, ne. Ni neka velika vsota, ne. Jaz kot župan bi še predlagal več, ker se močno zavedam, če novorojencev mi v občini Cankovo ne bomo imeli, dolgoročno je vprašanje, ali bo sploh pomembno več, da je občina obstoj in tudi šola. Mi imamo v tem trenutku 132 otrok na šoli, mi imamo v vrtcu 52 otrok in če ne bo novorojencev, mislim, da noben se ne zaveda, da vsak nov občan občine Cankovo je za mene največji dragulj in verjetno, če ne bo teh, se dolgoročno mislim, da nam piše zelo slabo. In ta minimalni znesek je, bom rekel, en simboličen neki poklon tistemu. In če dobiš nekaj, da greš kupiti neko dudo, da greš kupiti neke planice in še mogoče kakšno mleko, ne, to sploh ne smelo biti vprašanje. Jaz bom rekel, če bo se tudi finančna situacija v okviru občine kaj izboljšala, bomo verjetno še ta znesek malo podvojili. Velja pa izpostaviti tudi že več let trajajočo problematiko okrog vrtca. Se pravi, vrtec oziroma storitev v okviru vrtca ima po eni strani najdražjo storitev, po drugi strani pa eno najslabših infrastruktur. In dejansko se lahko nadejamo kakšnim spremembam, tudi mora biti v dolgoročni ali pa že v bližnji prihodnosti. No, takole bom rekel, ne. Vrtec je res v izredno slabem stanju, ne. Ni pojemljivo to, da imamo eno med najvišjimi ekonomskimi cenami in eno med najslabšimi ponudb, kar ne gre skupaj, ne. Zato sem tudi povedal, da smo že pristopili k temu, da bomo te moje mandata definitivno vrtec mogli narediti. Ker če tega ne bomo naredili, jaz drugo, čez 4 leta sploh ne bom pomislil o neki zadevi. In krepko sodelujem z vsemi vpletenimi od šole do vseh tistih, ki so pač odgovorni, da bomo morali najti skupne rešitve. Nenazadnje je ta vrtec že v takem stanju, da se bojim, če pride tudi inšpekcija, da nam zaklene zadevo. Ampak tudi država se bo morala nekaj zavedati, ne. En taki skromen vrtec, kot pač mi zdaj predvidevamo, bi naj bil cena okrog 800 000 evrov. Verjetno to, kot sem že v svojem izvajanju povedal, glede na naš proračun, to ni realna zadeva, da bi jo sami zgradili. Poskušali bomo tudi tu neko javno-zasebno partnerstvo, poskušali bomo preko Ministrstva za šolstvo in šport, ampak morali bomo imeti argumente, ne. Težko jaz danes pridem na ministrstvo, pa povem, da bi rad to pa me vprašajo, koliko imamo otrok, ne. Spet smo tam, kjer ni muh. Mi moramo zagotoviti, da bomo imeli večje število prebivalstva in tako sem prepričan, da vrtec je realna možnost in tudi že projekti se pripravljajo v tej smeri, da bo tu pri obstoječi šoli. Že smo v proračunu sprejeli tudi postavko za odkup te hiše od pokojnega Barbariča. Skratka, delamo že nekaj stvari, vem, da še ljudje tega ne vidijo. Sem pa prepričan, da v teh 4 letih bomo to naredili. Poleg vse infrastrukture pa je seveda pomemben tudi turistični razvoj. Mora biti, kako vidite, v bistvu dolgoročni nadaljnji razvoj turizma v občini Cankova, mora biti predvsem okrog Ledavskega jezera, ki je vseeno nekakšna naravna znamenitost te občine. No, res, naravna znamenitost, to ste zelo dobro povedala, ne. Ampak kaj zdaj mi od te naravne znamenitosti imamo, ne? Od te naravne znamenitosti imamo pač to, da smo pred 42 leti pač zgradili to jezero zaradi tega, ker smo bili solidarni do ledavskega celotnega področja, da ni poplavljalo celotnih vasi. In danes po 42 letih smo ostali sami. Imamo to, da Kraško jezero cveti, da ljudje nenazadnje tam tudi zbolevajo. Lastnik jezera je država, Ministrstvo za vodo. In vi veste, v predvolilni kampanji je bilo to vse na mizi, samo da začnemo delati, ne.
Ko smo pa pač nastopili mi mandat, pa smo dobili pač na mizo čiste račune, kjer smo ugotovili, da zadeva ni bila realizirana v nobenem segmentu in da je celotni projekt padel v vodo. Tako da jaz kljub temu z Ministrstvom za vodo delamo aktivno naprej, mi sami nimamo variante. In država bo pa morala povedati, ne, ali smo za to ali ne, če ne bomo pa mi tudi mogli povedati, ne, da pa nismo odlagališče smeti in da ljudje zaradi tega tam, da nekoga ščitimo, ne smejo zbolevati. To je ena zadeva. Druga zadeva, kaj ste me vprašali glede turizma, ne. Jaz sem bil zdaj pred dnevi tudi na eni konferenci Alpe Adria v avstrijski Radgode, v Radkersburgu, kjer je bilo prisotnih čez 300 udeležencev iz Slovenije, Hrvaške, Italije in Francije. Ko sem poslušal podatek, da je v letu 2018 bilo v Radkersburgu 600 000 nočitev, sem se vprašal, kaj smo pa mi od tega imeli. In sem ugotovil, da se pa moram dati hiter odgovor, kaj smo pa za to naredili, da bi imeli. Mi premalo delamo na promociji turizma. Mi bomo se morali vsi skupaj zavedati, da turizem ni samo umevno, turizem so ljudje in turizem so tisti ljudje, ki imajo voljo in željo. Jaz kot župan pa ne morem samo zagotavljati optimalne pogoje in sem prepričan, da v dolgoročnosti nas čaka kar nekaj stvari in sem prepričan, da tudi z Radkersburgom moramo navezovati še tesnejše stike kot danes, ker če dobimo samo 5% populacije, da nas pride obiskati, od te številke smo za občino naredili ogromno. Mora biti še nekaj o kratkoročnih načrtih občine, kaj lahko pričakujemo? Ja, prvo je sanacija, ker sva že bila prej tudi pri revizijskem poročilu, ne, jaz bom rekel, od tistega revizijskega poročila je za mene kot župana najbolj pomembno to, da sem se z njim seznanil, da sem videl, da je pač obstoječe stanje na 31.12. tako, kot je, 1 150 000 evrov dolga in predvsem tisto smernice, kaj moramo v letu 2019 popraviti. To se pravi, da moramo javne finance sanirati, da jih moramo napraviti sanacijski načrt in da poslujemo v okviru zmožnosti, katere pač tudi imamo. Takole bom rekel, ni vse tako črno, ne. Občina Cankova leži na lepem kraju, ne. Zelo sem tudi vesel, ko smo bili že prej pri turizmu. Ne nazadnje, mi imamo kar lepe stvari. Imamo tudi v finalu občanko iz občine Cankova za finalo Miss Slovenije, Evo Kosi iz Korovec, kateri sem pripričan, da bo v Črnomlju na izboru Miss Slovenije predstavljala tudi občina Cankova, ne. In če bi gradili na tej lepoti in bi tudi to lepoto še spremenili v turistično smer, sem pripričan, da lahko pričakujemo svetlejšo prihodnost, vendar samo pod enim pogojem, da smo strpni, da pomagamo drug drugemu in da vsi hočemo nekaj boljšega. Težko je živeti danes v času demokracije, pa na socialistični način razmišljati. Ni samo umevno. Ljudje bodo morali tudi marsikaj postoriti sami. Mora biti na koncu še namenivo nekaj besed o aktualnih dogodkih v občini. Eden najbolj izpostavljenih trenutno je občinski praznik, ki ga bo občina obeležila ravno ta vikend. Ja, res je. 25. maja bomo proslavili 20-letnico obstoja in delovanja občine. Kaj je za 20 let, ne? To je eno obdobje, ki ni dolgo, pa ni kratko, ne? Jaz mislim, da v tem 20 letih je bilo narejeno kar nekaj stvari. Nekaj stvari jih ni bilo narejeno, ogromno stvari še pa nas čaka. Mi v okviru občinskega praznika, katerega že začnemo v četrtek z eno vino art odprtjem, v petek imamo en koncert tu in likovno akademijo, v soboto se nam odvija marsikaj. Moram takole povedati, da v soboto 25. imamo kar pestro, da najprvo tudi še imamo ob 16:30 uri en dan odprtih vrat zdravstvenega doma na Cankovi, kar sem najbolj vesel kot župan, da bomo tudi verjetno imeli na Cankovi 2 zdravnika in da je to velika pridobitev, da je tudi koncesijo gospa lekarnarka dobila do leta 2026, tako da te zadeve se nekje grejo v neko pozitivno smer. Tudi bom rekel, imamo slavnostnega govornika, predsednika državnega zbora, gospoda Dejana Židana. Ta prireditev bo predvsem bolj, bom rekel, zabavna, ker na teh proslavah se moramo sprostiti, poskušati nekaj tisto, kaj smo naredili v preteklosti slabo, v mislih preusmeriti zato, da bomo v prihodnosti naredili boljše. Nadaljujemo tudi v nedeljo z tržnico in celotnim dogajanjem okrog tega. Jaz sem prepričan, da ne glede na to, da smo marsikje tudi prikrajšali, mi smo se tudi prijavili na razpis za Wi-Fi, ne, ampak nažalost sem videl, jaz pol na koncu 54% občin v Sloveniji že to imamo, mi še ga pač nimamo. Skratka, delamo nekaj, ne. In če bomo pač na nekih malenkostih dosegli, da smo se tudi prijavili za obnovo igrišča za metno travo in še nekaj stvari, niso to veliki projekti,
Ampak na koncu, če se to nam nekje poklapa in združimo v eno celoto, sem prepričan, da slabše biti ne more in da moramo gledati vsi skupaj v perspektivo z neko optimizmom. Pesimizem ne vodi nikamor, ne. Jaz sem tudi takole rekel, ne, jaz sem zelo vesel, da vam z vami danes tudi intervju, ne. Tudi vi nam lahko dosti pripomorete, ste tudi občanka naše občine in bo zelo fajn, če da se naraščaj poveča. Pol bom jaz kot župan tudi takoj še prispeval nekaj za novorojenčka in samo na tak način jaz bi ob tej prilike, ker vidim, da verjetno že gremo bolj koncu, ne, povabil vse občanke in občane občine Cankova, tako tisti, ki živijo tu, tisti, ki so odseljeni, da se vrnejo domov na proslavo, vse ostale, ki pač mislijo, da lahko doživeli na Cankovi kaj lepega in jaz sem prepričan, da doživeli nekaj lepega. In poskušajmo iz te občine narediti nekaj lepšega, ne gledajmo nazaj, kaj je bilo slabo, poskušamo tisto, kaj je bilo slabo, pozabiti, dobro prevzeti in nadaljevati z delom, s tem, da je pa res, da nekih projektov za nazaj nimamo. Jaz pričakujem tudi, da zdaj en projekt David je kljub temu ostal in da v zaključni fazi, da iz tega zadeve bomo neko zadevo naredili in da bomo se spet naslednjo leto, ko bo 21-letnica, dobili na tem mestu, pa bomo videli, naredimo eno črto, ali smo naredili kaj, ali nismo. Ljudje da pa pač to povedali, sem prepričan, da vsi ne bodo zadovoljni, če pa bomo večino zadovoljili, pa bom tudi jaz zadovoljen. S povabilom na občinski praznik občine Cankova nekako zaključiva tale najin prijeten pogovor. Hvala, da ste si vzeli čas. Pri vašem delu vam seveda želim obilo uspehov in pa seveda energije za nadaljnje delo, za dobrobit vseh občanov občine Cankova. Ja, tudi hvala lepa vam, to pa je moje vodilo, ne. Jaz sem župan vseh občank in občanov občine Cankova, ne delam nobene razlike, mi imamo tudi romsko populacijo, s katero se zelo dobro razumem in sem prepričan, da bom ostal taki, kak sem, ker jaz ne nazadnje tega ne rabim, ampak hočem nekaj narediti dobro, če pa bo uspelo, pa bom še najbolj vesel. Še enkrat najlepša hvala za vaš čas in vse dobro tudi v prihodnje. Spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, tudi vam hvala za vašo pozornost in nasvidenje.